Dobrodošli v novem delu serije Stock Market za začetnike. In danes v tem delu bom v bistvu odgovoril na eno vprašanje, ki se pojavlja skoraj pri vseh stock market investorjih, in to je, kdaj je treba kupiti neko delnico. A je to, ko cena pade, a je to, ko cena zraste. V bistvu vam bom povedal, kaj se mora zgoditi z neko delnico, da jaz kupim. Zdaj, da navte misel, pač to je sam, kar jaz v bistvu naredim, to ni noben financial advice, ampak v bistvu sam govorim vam iz mojih izkušenj, kako jaz kupujem stokse. Ker kakor verjetno pri veliko drugih investorjih, jaz spremljam, tam 50 do 100 stokov vsak dan, v portfoliju imam pa recimo, 7 ali 5 stoksov, lih zaradi tega, ker v bistvu pri vseh unih ostalih čakam na ta prav trenutek, da bo ta prav valuation, da se zgodi to, kar bom govoril v tem videu, da pa v bistvu šele kupam to delnico. Tako da današnji video je namenjen bolj tem individual stock pickerjem, torej ne za tiste ostale, ki boste kupovali low cost ETF-e, čeprav sem to v prejšnjih videih predlagal za večino ljudi. Zato ker tisti, ki boste kupovali ETF-e, jih sploh ne prodajati, ker čez 20-30 let, ko boste jih še vedno holdali, sploh ne bo imel veze, koliko je bil price danes. Ok, zdaj kaj je ena pogosta napaka, ki jo veliko folka naredi, ko kupuje delnice? Se pravi, predstavljamo si, da je to nek stok, je tak graf, price gre malo gor, in kaj tukaj večina folka naredi? Vidijo, koliko gainsov je naredila ta delnica, in pol v bistvu se šele kle odločijo, ja, jaz bom pa tudi kupil ta stok, v upanju, da bo šel še malo gor. Zato ker, to razmišljajo tako, kakor da je to neka dobra stvar, da je šel stock price full gor in da se bo v bistvu zaradi tega to še nadaljeval. Ampak pol večkrat, kot v bistvu ne, se zgodi v stock priceu nek correction, ali je to zaradi, slabih earningsov, ali gre market nasplošno dol, ali je bil tukaj preveč visok valuation. V glavnem, ful velikokrat vidimo, ko je nek momentum v nekem stocku, da v bistvu make nekaj časa tako neke crazy gainse, ampak pol večkrat, ko ne, se ta momentum ustavi in v bistvu price nekako kakor crasha, no. No, kaj se mora pol zgoditi, da v bistvu jaz kupim neko delnico? V bistvu prva stvar, ki se vprašam je, predstavljam si 5 let naprej, kje se mi zdi, da bo ta stock price, oziroma kaj se mi zdi, da se bo zgodilo s tem podjetjem čez 5 let. Se pravi, pogledam malo business model tega podjetja in si probam narediti nek tak risk to reward ratio, se pravi, si zamislim vedno, ko kupim neko delnico, si v bistvu moram predstavljati, da čez 5 let da je nemogoče, da bo cena ista, kot je zdaj, ali pa nižja, kar je v bistvu dosti logično, zato ker zakaj bi kupil neko delnico, če je v bistvu šansa, da bo čez 5 let nižji, kot je zdaj, to ne make sensa. In to mora v bistvu biti tak, mora biti res no-brainer, tako ne sme biti niti malo šanse v bistvu v vaši glavi, da je lahko ta delnica nižje. Zdaj na drugi strani pa mora biti nek upside potential, ali je to 2x, 3x v 5 letih. To se morate v bistvu sami odločiti, koliko riska bi vi radi takali, in se pol na podlagi tega odločiti, katera bo za vas. Zdaj, ko to gledam, se valjda naredim v bistvu neko analizo, ni samo tako, da sam rečem, ni šanse, da bo čez 5 let nižji, ampak pogledamo, growth, pogledamo, a so profitable, pogledamo, koliko ta sektor raste. Zdaj, malo bolj tako deep analizo, kako se naredi na delnicah, bom naredil v kakšnem drugem videu, tega danes ne bom razlagal. Ampak ja, v bistvu morate narediti nujno neko analizo in pol kupiti na podlagi tega, če se vam zdi logično. V bistvu, če se vam zdi stock undervalued. Zdaj, to strategijo si lahko predstavljate v bistvu tudi, kakor da recimo 5 let tega stocka sploh ne boste mogli sellati. Se pravi, a boste comfortable
holdati ta stok 5 let, če veste, da ga ne boste mogli prodati. Zato, ker če boste vi šli v stok z razmišljanjem, da ga boste prodali čez en mesec, en let, je to res brez veze, ker v tem času se lahko zgodi ful nepredvidljivih stvari, medtem ko v 5 letih je pa res že toliko dolg čas, da če bo podjetje growalo revenue, če bojo pač growalo, kakor ste si zamislili, bo stock price skoraj sigurno večji, kakor je zdaj. Zdaj, druga stvar, ki jo pogledam pri nekem podjetju, so pa to v bistvu earningsi oziroma koliko profita dela ta company in pa njihov PE ratio oziroma forward PE ratio. Zdaj, če ne veste, kaj je PE ratio, to je v bistvu sam nek ratio med ceno te delnice pa med torej earningsi, ki jih imajo. Torej, earningsi so v bistvu profit, pač leten profit. No, forward PE je pa neki estimates za earningse, ki jih naredijo te drugi analisti za pač naslednje leta. In zakaj je to dobro, da pogledate? Tako boste v bistvu videli, koliko časa bo v bistvu rabili, da boste vi recimo dobili denar nazaj iz tega stoka. Zdaj, če imamo mi en stok, ki je vreden 10 evrov, pa ima, ne vem, PE ratio je pa 1 evro, pa ne vem, bomo gledali, kolikor da bo ta PE ostal isti naslednjih 10 let, ne bom sploh upošteval zdaj forward PE-ja, bo v bistvu trajalo 10 let, da bo podjetje zaslužilo, v bistvu, da bo podjetje naredilo toliko profita, kolikor je zdaj v bistvu vredno. Ne? In ponavadi jaz gledam, da je forward PE tam 10 do 15, če pod 10 je v bistvu to že kar undervalued company ponavadi. Zdaj, a to pomeni, da če je forward PE pod 10, da morate takoj kupiti stok? Ne, v bistvu to samo pomeni, da bom ta stok pol malo bolj podrobno pogledal, naredil bolj globoko analizo in pol se v bistvu na podlagi tega odločil, a je vreden kupiti to delnico. In ja, to je v bistvu bilo to za ta video. Te dve stvari sta nujni, da jih pogledate, preden kupite neko delnico. In v bistvu bi vam rad rekel, da naredite tudi še neko bolj deep analizo na podjetje, ne zdaj samo kupiti, če je PE nizek. Bom naredil kakšen video tudi na to temo v prihodnosti. Drugače pa ja, če hočete še tazga kontenta, naj jo followite na IG-u, vse o denarju in pa ja, hvala za ogled.